A tudi vas pomladi zasrbijo prsti, da bi osvežili svoj dom. Danes vam priskočimo na pomoč in z veseljem delimo nekaj uporabnih nasvetov in trikov, kje začeti in kako izbrati tisto pravo stensko dekoracijo, ki se bo lepo podala vašemu prostoru, pohištvu, družinskim potrebam in osebnemu stilu. Privoščite si v miru skodelico čaja ali dobre kave in poglejte preproste, a kreativne nasvete za osvežitev sten vašega doma. Začeli bomo kar s strokovnjakinjo za barve. Povprašali smo jo, kako pripraviti steno na nadaljne posege. Cirila, stene so zanimive. Ko jih človek šele od blizu pogleda, ugotovi, koliko nepravilnosti je lahko na njih, sploh preden se lotimo kakšnega pleskanja. Katere so vse te razpokice, ki lahko nastanejo in zakaj? Tiste drobne razpoke ponavadi nastanejo zaradi razlike v materialih, na katere je recimo premast nanešen, ker materiali različno dihajo oziroma različno toplotno reagirajo in pride do neelastičnosti premaza in poči. To so manjše razpoke, ki jih lahko sami uredimo. Večje razpoke, dajmo reči tam od 2 mm naprej, so pa lahko že resnejše, lahko gre za posledico težkih stvari, kot je potres, ali pa kakšne večje mehanske obremenitve. In kadar so razpoke večje, je pa nujno poklicati mojstra, ne? Tako, takrat je treba poklicati mojstra, za tiste male, pa če imamo nekoliko spretne roke, jih pa lahko tudi sami saniramo. In kakšne izravnalne mase so nam zdaj tukaj na voljo? Za notranje zidne površine so na voljo različne mineralne mase. Ene so na osnovi cementa, apna in mineralnih polnil, to so karbonatna, silikatna polnila. Te so v suhi obliki in jih moramo pred uporabo zmešati z vodo po navodilih, potem so primerne za nanos. Imamo pa že pripravljene izravnalne mase na osnovi vodnih veziv, ravno tako z dodanimi mineralnimi polnili, ki pa so že pripravljene za uporabo in jih lahko takoj nanašamo in tudi dalj časa lahko čakajo oziroma tudi utrjujejo. Razlike med masami so še v strukturi. Z bolj grobimi zapolnimo večje poškodbe in razpoke, medtem ko za manjše stenske napake uporabljamo finejše mase in tudi v teži. Običajne, standardne izravnalne mase so težke. 15-litrsko vedro tehta 25 kg. Če pa naredimo lažjo izravnalno maso, uporabimo posebna polnila, pa namesto 25 kg v 15-litrskem vedru dobimo 17 kg. Prijazno hrbtenici in zdravju uporabnika. Tako je. Lahka izravnalna masa Spectra Level Medium Light se je izkazala kot naravi prijazna, ima nizek ogljični odtis in ker je več kot 85% surovin lokalnega izvora, to še dodatno vpliva na manjšo porabo goriva in manj izpustov pri transportu. Na razpisu Ekosklada in časopisa Finance je dobila nagrado za okolju prijazen izdelek. Poleg tega je njena prednost tudi ta, da z manj mase zgladimo veliko več površine. Kako je pa s porabo? Koliko moramo računati izravnalne mase na kvadratni meter? Tudi tukaj lahko povem primerjalno, standardna izravnalna masa ali pa Spectra Level Medium Light razlikuje se za cel kilogram. Pri običajni izravnalni masi je poraba na kvadratni meter približno 1,5 do 2 kg, pri 2 mm debeline v sloju. Z lahko izravnalno maso pa uporabimo samo 0,9 do 1,3 kg na kvadratni meter pri isti debelini. Če pa vam po glajenju izravnalna masa ostane, lahko v nadaljevanju kar z njo okrasite steno, ki čaka na osvežitev. Arhitektka Tjaša Justin je v sklopu kampanje Barvaj z glavo, ki spodbuja trajnostno in odgovorno ravnanje z barvo in izravnalno maso, predvsem z njunimi ostanki, prikazala izdelavo dekorativnih tehnik, ki se jih lahko lotite sami. Površino stene najprej impregnirajte, da se bo masa nanjo bolje oprijela, in počakajte, da se impregnacija posuši. Nato pa maso z lopatko nanašajte po površini v debelini največ 2 mm. Na koncu sledi še poigravanje z vzorci, za kar potrebujete kakšno palčko, čopiče, papir, folijo ali celo modelčke za peko. Uporabili bomo izravnalno maso, ki nam je ostala od prejšnjega projekta, ampak ker je že majčkanje stala, jo je treba zamešati. To je v bistvu zelo relaksacijsko. Tole bi lahko delala ene pol ure. To je antistresna terapija.
in potem slučajno rečemo, hočem zagladiti, pa majčkan preveč pritisnem. Nič hudega, samo zagladite nazaj. Ni veliko prostora za napake, samo ustvarjajte in uživajte. V tej fazi, ko stena še ni dokončana, je idealna priložnost, da ugotovite, kateri vzorec bi radi imeli. Zdaj, lahko enostavno uporabite isto lopatko, s katero smo nanašali maso in samo takole potegnete. In že nastajajo vzorci. Važno je, da je vam všeč, stena bo v vsakem primeru unikatna. In tukaj, evo, sem dala malo premalo, nič hudega, dodam. Če nam ta ni všeč, ni problema. Poradiramo, vzamemo čopič in delamo poteze po steni. Jaz delam sicer zdajle križce, lahko delate valove, lahko rišete srčke, kar želite. Evo, uporabite lahko predmet, ki ga imate drugače za torte, za okraševanje tort, lahko uporabite tudi modelčke za piškote, ni važno. Ustvarjajte. Izravnalna masa je odlična tudi za dekorativno tehniko, ki Tjaša po domače pravi kar cajteng tehnika. Osnova je bolj ali manj zglajena stena. Odločili sva se, da bova uporabili reklame, ki sva jih malo zmečkali, in najboljš, da kar pokaževa, kaj bova naredili, pa boste videli, da je popolnoma res enostavno. Edino pravilo je, zabavajte se. To je to. Torej, jaz bom kar začela. Izvoli. Evo. Tapkaj. Tako, Urška, samo pač tapka majčken po steni, nobenega pravila ni. Zato, kako bo ona to naredila, potem pridem jaz z lopatko in ji bom vse zagladila. Ko se majčken navlaži, tale papir, ga zamenjajte. Ej, Tjaši, dobro tole zgleda. Všeč mi je. Zgledava kot ta prave profesionalke, čeprav obe tole delava prvič. Ko ste z ustvarjanjem zadovoljni, pustite, da se izravnalna masa popolnoma posuši, kar bo trajalo od 10 do 12 ur, odvisno od debeline nanosa. Zatem pa sledi še obvezni zaključni sloj. Steno je treba potem še zaključiti, ker če kit pustimo surov, se bo ta krušil. Steno zaključimo z barvo, lahko izberete belo, lahko izberete pa katerokoli drugo barvo. Če pustite belo, jo je enostavno potem tudi popraviti, če vam bo kakšen otrok s kredo ali z flomastrom potegnil čez njo. Ni dolgočasna ravna fleha, ima malo duše, vsak poteg ima svojo zgodbo in pač lahko sedite 1 meter proč, ne tako blizu kot sem jaz, in jo opazujete. Garantiram, da boste vsak dan našli kakšen nov detajl. Namesto da ostanke izravnalne mase postavite na polico v garaži ali shrambi in na njih pozabite, se torej raje čimprej lotite kakšnega kreativnega projekta. Domišljiji dajte prosto pot, bodite drzni, za več ustvarjalnih nasvetov pa pobrskajte še v Heliosovo knjižnico idej, ki jo najdete na spletni strani.